Pozdravljeni! Čas je za nogomet. Sliko smo v Domžalah, kjer se bo kmalu začela zadnja tekma 19. kroga prve slovenske nogometne lige Telemach v športnem parku ob Kamniški Bistrici. Se bodo pomerili nogometaši Radomelj in Kopra, eni in drugi so seveda komaj čakali, da se vse skupaj znova začne. Sicer pavza ni bila tako dolga oziroma je bila krajša kot v preteklih letih, ampak morda so vsi komaj čakali, da pridejo znova v poln pogon. To bo sicer tretji medsebojni obračun omenjenih moštev v tej sezoni. Prva dva obračuna je Koper dobil z 1-0. Poglejmo si, kaj se je že dogajalo v tem 19. krogu. Včeraj so nogometaši Brava slavili na stadionu z Dežele, s 3-2 so premagali aktualnega prvaka, torej Celjane. Nogometaši Maribora so upravičili vlogo favoritov proti Domžalam. Olimpija je bila s 5-0 boljša od Primorja na prekmurskem derbiju v Murski Soboti, pa brez zadetkov. Mura Nafta torej 0-0. Nogometaši Radomelj in Kopra pa bodo torej sklenili to 19. Francoz pelje žogo naprej. Deni Jurič nazaj. Tole pa je bila velika napaka v koprski obrambi. Vučenović se bori, Ivkić potem odbija le do Davidovića. Davidović do strela, brani pa Luka Baš. Kar obetaven začetek te preizkušnje. Mijajlović. Veliko se dogaja. Pred vrata je skušal podati Matondo. Matondo zdaj do strela. Znova pa na mestu Kobal. Kluba iz Bretanje. No in dosegel je 9 zadetkov. Velik preskok je sledil, ampak El Mansuri se je odlično znašel. Đorde Gordić pa zdaj do strela. Brani Luka Baš. Kopičijo se nevarne akcije tako na eni kot tudi na drugi strani. Hrvata pa Omar El Mansuri. Izjemen je v igri 1-1 Omar El Mansuri. Deni Jurič. Jurič. Pogumen strel, ampak malo možnosti za uspešen epilog je bilo. In ne Dominik Ivkić. Torej opravičilo. Matej Mamić. Mamiću! Ne vem, če je Baš pričakoval takšen predložek. Mislim, da se Hrvatu Davidović. Sicer je bilo nekaj manevrskega prostora za globinsko podajo proti Mateju Malenšku. Zdaj pa padec v 16-metrskem prostoru. 11-metrovka za Radomlje. Alen Borošak je pokazal na belo piko. Felipe Curcio je očitno nespretnosti dal duška. Dobro, morata sodnika, ki kolese pravice poganjate v sedečem položaju, pogledati vse skupaj. Malenšek dobiva znak. Malenšek in gol. Radomlje vodijo z 1-0. 65. minuta. 19-letnik je premagal bivšega soigralca in tako prišel do 4. gola v letošnji sezoni, do skupno 6. v slovenski ligi. Varovanci Darjana Slavica slavijo vodilni gol prvega v tem koledarskem letu in zdaj so seveda na potezi Koprčani. Bolje so krenili Mlinari v drugi. Znova Matondo. Isaac Matondo preigrava. Nogometaši Radomelj pa zgoščeni pred svojimi vrati. Omladić. Omladić, dobra podaja, Jurič in gol! Gol za Koper, Kanarčki ekspresno do izenačenja. Morda je še tekla 71. minuta. Tomi Jurič, potem ko je v igro vstopil na mesto mlajšega brata, do svojega 4. gola v tej sezoni. Kobal ni imel prave možnosti, da bi posredoval, čeprav je žoga potovala izjemno počasi. Natančno je sprožil Popović. Matondo. Isaac Matondo gre v kazenski prostor. Matondo preigrava. Matondo igro z roko zahteva. Francoz 11-metrovka. Alen Borošak je pokazal na belo piko. Presenečeni obrazi nogometašev Radomelj. Protestira Gaber Dobrovoljc. Alen Borošak je torej drugič danes pokazal na belo piko. Ali mu lahko Kobal prekriža načrte?
Tomi Jurič je dobil znak. Tomi Jurič in gol! Gol za Koper, 2-1, Kanarčki prihajajo do popolnega preobrata in zdaj je Oliver Bogatinov resnično blizu svoji jubilejni 50. trenerski zmagi v prvi ligi. Največ zaslug za to pa ima Tomi Jurič. Nekaj minut je potreboval, da je dosegel 2 gola in tako pred vrata Baša postavil Bogatinov. Kukovec, Kukovec, otresel se Ivkića, poda pred vrata. Koper pa se je obranil, slab zaključek Dejana Vokića. Tomi Jurič. Tomi Jurič. Jurič do strela, mimo desne vratnice je sprožil. Gaber Dobrovoljc, na tej zelo gledljivi tekmi ste bili na dobri poti celo do zmage, na koncu pa ostali praznih rok. Kaj je šlo narobe v zaključku tekme? Pa, 2 gola smo dobili, to je bilo narobe, kaj ne rečem drugega. Moram reči, da sem ponosen na sebe, na svoje soigralce, na celo ekipo. Res smo se borili do konca, žal se ni išlo. Kako težko se je bilo sprijazniti s sodniško odločitvijo? Zelo, zelo ne bi rad v sodnikih. Ne vem, po moje sem toliko, kar sem zdaj živčen, po tekmi še nikoli nisem bil v karieri, tako da ne to gledajo pod prečko pa to, ampak samo čakajo, da piska penal, da, kogar sem rekel, sem živčen, tako da. Ste se tudi kot eden izmed najizkušenejših pogovorili, kaj z Ljutićem, izmenjali kaj besed glede te 11-metrovke, ki je bila dosojena? Ma ja, sedaj jaz sem bil za njemu, zdaj sem rekel sodniku, kaj naj si odreže roko, se ne more nič. Imel je ob sebi roko in še ta kot je imel sodnik, da niti ni videl, predvideval, da ga je zadela in takoj piska, samo čaka, da piska. Ker so v medijih neke stvari, ki se govorijo o sodnikih, pa se za druge piska. Tako da res, kakor sem rekel, da sem zelo jezen, ker smo si zaslužili več. Po mojem mnenju bi mogli celo zmagati, ne samo izenačen. Ampak to je fuzbal, na koncu se nam bo vrnil in če bomo tako naprej igrali, če bomo se še dvignili, še iskali napredek v ekipi, v igri, nas čaka lepa pomlad. Naslednji teden žal Darjan Slavic ne bo mogel v Lendavi računati na vas, verjetno pa imate zaupanje v svoje soigralce, da bodo dobro opravili delo proti Nafti. Seveda, mi smo tukaj kader 25-30 igralcev, tako da na vsakega se računa, pridejo kartoni, pridejo poškodbe in imamo zelo dober kader, več kot 90% se mi zdi, da nas je istih, se poznamo, tako da ja, zelo pomembna tekma zdaj nas čaka v petek. Moramo hitro, zdaj en dan moramo to prebroditi, to pa sam fokus na Nafto in gaziti, ker vemo, da smo dobri, vemo, da smo kvalitetni in to je to. Hvala, Gaber. Tomi Jurič, big congratulations. You only needed a few minutes to score 2 times and to completely change the game. Your impressions? Very, very tough game. It was very tight. Both teams obviously need the result, and we needed as well to stay on top and close to the top of the table. So yeah, I'm very happy that I could come in and make an impact and obviously change the game and thankfully win it as well. Next challenge maybe to score on your brother's assist. Yeah, it would be nice. Would be nice. So we're working towards that, but we'll see what the future holds. Hopefully it'll happen soon. Now you are 6 points behind Olympia. What can this well-organized Koper achieve in this season? Yeah, look, obviously we're the first target is to lock in Europe as soon as possible, and once we do that, we take it game by game and look forward to staying as close to Olympia as possible. Obviously they're the front runners at the moment in the league and on the table, so they're a very, very good team, very well-organized team, and hopefully next week is going to be a good game, and we can take away 3 points in game as well. Thank you, Tommy, and congratulations. Thank you.
Darjan Slavic, danes smo videli zelo dinamično, zelo všečno tekmo. Vi ste povedali na to pa to prednost izpustili iz rok in na koncu ostali brez točke. Kaj je po vašem mnenju zmanjkalo Radomljam za boljši izkupiček? Težko je s prve komentirati zdaj, ampak dejansko smo podarili ta preobrat, zlasti napak. Zdelo se mi je, da smo boljše šli v ta drugi polčas, tudi povedali, in potem neke z prve resne situacije, sicer še enkrat po naši napaki, prejeli gol, reakcija potem pa ni bila na nivoju. Drugi zadetek ste prejeli po strelu z bele pike. Se je bilo težko sprijazniti sodniško oceno, ko je Alen Borošak pokazal torej na belo piko? Težko je sploh kaj komentirati danes glede sojenja, ker je mislim, da obe ekipi je bilo neko zmedenost je vedno bila po nekih odločitvah. Nisem še videl posnetka oziroma situacije, tako da ne bi niti komentiral nič o tem. Vseeno pa ste danes se prikazali v zelo dobri luči, verjetno se boste v Lendavo podali kar samozavestni. Ja, v bistvu je kratki teden, čim prej se moramo zbrati in vemo, da naslednji dve tekmi sta zelo pomembni za nas. Ta poraz bo boleč, ampak ja, moramo odreagirati in biti pravi že v petek. Hvala. Oliver Bogatinov, iskrene čestitke za 11. prvenstveno zmago v tej sezoni. Danes bi lahko rekli, da ste res imeli dober nos. Nekaj minut potem, ko ste Tomija Juriča poslali v igro, je poskrbel z drugim golom za popoln preobrat. Čestitke fantom, trener tu ni v ospredju. Fanti so danes pokazali karakter, da tudi mogoče, ko žoga ne steče tako, kot bi si sami želeli, pa ko se pojavijo kakšne nevšečnosti v obliki dosojene 11 metrovke, so znali na igrišču odreagirati na način, da so poskrbeli za preobrat. Tako da njim čestitke, samo tekmo pa sem videl vsaj prvi polčas zelo dinamično, ko veliko priložnosti po priložnosti na obeh straneh, vraševanje pri nas smo mogli kar, bom rekel, je Baš mogel biti razpoložen v nekih momentih, velika koncentracija obrambne linije, tako da iz igre, bom rekel, se obranili, na koncu prejeli zadetek iz 11 metrov, na drugi strani pa ja, željo, hotenje smo imeli po prevratu, želeli smo si te zmage in še enkrat čestitke fantom na osvojenih 3 točkah. Po več kot polovici prvenstva imate enako število točk kot Maribor, za Olimpijo zaostajate za 6 točk. Velike stvari so na vidiku za Koper. Mogoče tudi taka nervoza, ker pritisk je z vseh strani. Sami si dajemo pritisk, želimo si zagotoviti čim prej evropska mesta na lestvici, ki vodijo evropska tekmovanja. Kasneje pa bomo videli, koliko daleč lahko sežemo. Po drugi strani pa tudi tekmeci nas silijo in nam dajo ta pritisk. Ste sami videli, Bravo je presenetil v Celju in tu je zdaj še vedno 5 ekip za te evropske vozovnice. Tako da pritisk sami si dajemo tudi od strani tekmecev in mogoče vse to tudi bo trovalo malo slabšemu pretoku žoge na igrišču, ampak želja, hotenje, motivacija pa sta ostali. Tudi vi ste danes prišli do res posebnega mejnika. To je bila vaša 50. trenerska zmaga v prvi ligi. Kaj vam ta jubilej pomeni? Dober izgovor, da mogoče malo poslovim. Nisem pa vedel. Bo pa zmaga imela tudi nekoliko grenkega priokusa. Omar El Mansur je staknil poškodbo. Imate kakšno informacijo, kakšno je stanje z njim? Ne samo on, tudi mislim, Deni je čutil bolečino. Tisto, kar vem, da Omar zagotovo ni na voljo za naslednjo domačo tekmo proti Olimpiji. Upam, da ni nič hujšega. Je pa to igralec, ki je na nek način bil tudi naš prepoznavni znak za svojim driblingi stili in
bomo imeli kar velik izziv v tem tednu, da spremenimo stil, slog igre, ki bo bolj odgovarjal fantom, ki so na voljo. Omenili ste torej prihajajoči obračun z Olimpijo. V tej sezoni ste jo že premagali. Kaj storiti, da jih še enkrat spravite na kolena? Ne vem, en gol več dati kot dobiti. Ne vem, fokus oziroma koncentracija je bila popolnoma na Radomljanih. Veliko spoštovanje gojim do Radomljanov tudi. Mislim, da tukaj v Domžalah bo marsikdo se še opekel, ker domačini gojijo za mene lep nogomet in danes smo bili testirani velikokrat v moje veselje ali pa v naše skupno veselje, reševali uspešno. Tako da, kaj bo pa Olimpija prinesla, pa s ponedeljkom naprej razmišljamo. Hvala lepa.